Alo, začnemo. Najprej hvala lepa, da ste prišli tudi v tem nelahkem obdobju. Hvala Slovenskemu stalnemu gledališču, Slovenskemu klubu in založbi Goga, da mi je dala, da nama je dala in da tudi vam je dala priložnost za to srečanje tukaj v Kulturnem domu, v Slovenskem stalnem gledališču, kjer je naš gost novinar, igralec, prevajalec, svetovljam, tudi sem nekje bral, Janko Petrovec. Ne bomo šli v kakšne preambule, kakšne predstavitve, ker mislim, Jankota vsi precej dobro poznate kot gledališkega igralca in predvsem zdaj kot dopisnika Radia Televizije Slovenija iz Rima in iz Italije. Tako to srečanje smo si skupaj z organizatorji zamišljali, že ker sva tudi ova novinarja, ne bo kakšnih takih predstavitev, kakšnih takih preambul, ampak bo potekalo recimo v obliki intervjuja, rečemo tako, vprašanj in odgovorov. Potem na koncu bo tudi Janko, kdor si želi, knjiga je tudi na voljo, kdor si jo želi kupiti, bo tudi na voljo, mislim, v fojerju, da podpiše to knjigo, ki je res, jo je vredno prebrati. Jaz sem tako, na splošno sem ponavadi še kar nezaupljiv do teh instant book, teh hitrih knjig, ki so, kot bi rekel Italijan, napisane večkrat digeto, ampak mislim, da to knjigo sem prebral v enem ali dveh dneh, tako da me je res prevzela, mi je bila zelo všeč, tudi ker smo vsi, Janko bo potem o tem tudi govoril, doživljali to stvar v prvi osebi, predvsem mi tukaj v Italiji, ampak tudi v Sloveniji. Sedaj se situacija, upam, ne v taki meri ponavlja, žal predvsem v Sloveniji. Tako da je ena knjiga, ki me je tudi ne samo novinarsko, ampak tudi prav, mislim, čustveno me je prevzela. Zato res hvala, Janko, hvala za to knjigo, ne, ki mislim, da jo tudi bralci, vidim, da je zelo brana, da je, ne vem, če zdaj druga izdaja že, je na lestvicah že precej časa, precej tednov na lestvicah najbolj prodanih knjig v Sloveniji, tudi v Trstu. Vem, da je knjiga v Gorici, v Trstu in Gorici je doživela na veliko zanimanje, tako da mislim, da gre za eno lepo stvar. Preidemo k temu intervjuju, bi začeli prav z gledališčem. Ne? Kakšne občutke, Janko, da se spet vračaš na ta oder, čeprav v eni taki drugačni zdaj vlogi, ti si tukaj preživel, boš ti povedal, mislim, precej let, ne? Tako da te Tržačani imamo precej za svojega, si bil v zavodu Združenega sveta v Devinu, bil si pa predvsem član mislim, 7 let, koliko? 11 let član našega gledališkega ansambla. Kako se je zdaj, s kakšnimi občutki se vračaš, kako se zdaj počutiš ponovno na tem odru? Ja, doma se počutim. Ta oder je eden od mojih domov. Jaz pač tako se je v življenju obrnilo, da se redno selim, da velikokrat zamenjam kraje, v katerih sem, ampak nikoli iz nobenega kraja ne bežim. Tako da, ne vem, moj prvi dom je v Preboldu, ki je pač sredi Južne Štajerske, blizu Celja, potem je Devin moj dom, v Devin se vedno znova rad vračam in vedno znova
pač tudi včasih obujam spomine, čeprav še nismo v tistih letih, ko bi bila to nuja. Tako da Devin je moj drugi dom, tretji dom je Ljubljana, gotovo, četrti dom je Trst, peti je zdaj Rim. Na tem odru sem preživel svoja najboljša mlada leta, najboljše ure, najboljših dni svoje mladosti, bom rekel, ne svojega življenja, svoje mladosti. Tu sem odigral, nisem nikoli štel točno koliko predstav, ampak gotovo jih je vsaj 1000 bilo. Nekaj tukaj, nekaj tu spodaj, nekaj tam zgoraj, tako da tu se počutim doma. No. Vidim, da si lepo, da si človek številnih domov, ne, kar potrjuje mojo besedo, da si tudi svetovljam. Ne. Ti si tudi prevajalec, ne, prav v prihodnjih dneh bo tukaj na tem odru bo premiera te Artemizije Gentileschi, ne, ki je tukaj berem v naslovu v Tantardruju, prilogi Primorskega dnevnika in Primorskih novic, ženska, ki še vedno navdihuje. Povej kaj več o tem tvojem prevajalskem delu v zvezi s to igro in malo, če nam predstaviš vsebino te igre. No, o vsebini rajši ne bom kaj preveč govoril. Artemizija Gentileschi je bila ena sjajna slikarka, imela je pa še bolj sjajno življenjsko zgodbo, izjemno tragično, težko. Danes jo lahko interpretiramo kot eno predhodnico ženskega uporništva, če ne celo feminizma. To je ženska, ki je bila maltretirana, posiljevana, če hočeš. Ampak jaz sem pravzaprav do tega lika Artemizije Gentileschi prišel, mislim, da je bilo konec leta 16, ko so v Rimu v Palači Braschi, v mestnem muzeju rimskem, imeli njeno monografsko razstavo in takrat se spomnim, jaz sem šel službeno pogledati to razstavo, da bi naredil prispevek, ki sem ga potem tudi naredil, ampak sem pred njeno Judito, ki obglavlja Holoferna, obstal po moje za 20 minut, če ne pol ure, ker me je povsem uročila, ne, ta motiv neke primarne maščevalnosti ženske nad moškim, ki je naredil zlo. Ne. In dejansko sem ob tej sliki prišel v neko notranjo dilemo, tudi sam pri sebi. Jaz sicer skozi življenja odkrito povem, da velikokrat tudi posodabljam ali celo zamenjam svoja stališča, pač glede na to, da živimo v nekem svetu in v nekem času, ki se tako rapidno spreminja in težko predvidimo, kako bomo reagirali, ampak eden od zapikov mojega časa intimnega je pa gotovo pacifizem, ne? Ampak spričo neke take primarne maščevalnosti, ki sem jo doživel ob njeni upodobitvi tega ženske, se pravi umora moškega z žensko roko, sem pa dejansko prišel v neko notranjo dilemo in da sem si postavil to vprašanje, ne, ali lahko sprejmem to maščevalnost, ne, bom rekel, to neko starozavezno, ne, načelo oko za oko. Tako da ta drama pravzaprav Lina Marazza posega v zaledje njenega značaja, v zaledje njenega odnosa z očetom, ki je bil navsezadnje tudi eden od botrov tega posiljevanja. Tako da vam jo lahko samo priporočam ogled, no, ker sproža neka vprašanja, ki so zelo sodobna, ne glede na to, da gre za eno zgodbo, ki je stoletja stara. Preden, Janko, preidemo k knjigi, Karanteni, mogoče mene bi zanimalo, ti si tudi prevajalec, ne? Ja, jaz sem prevedel 10 knjig iz italijanščine v slovenščino, pa nekaj dramskih besedil. Prevajalsko delo, mislim, je precej drugačno, ne, od novinarskega dela, od igralskega dela. To je, mislim, delo zelo naporno, ne, kako? Pravzaprav je tudi zelo prijetno.
Veš, jaz če iščem, včasih me ljudje sprašujejo, pa kako zdaj to prehajanje med poklici, ampak v resnici zelo veliko ljudi prehaja med poklici, ne. Samo da so moji poklici bolj javni, bom rekel, bolj izpostavljeni na očeh javnosti so, pa so zato mogoče toliko bolj nekako očitni, ampak se mi zdi, da pri mnogih ljudeh prihaja tekom življenjskega cikla do menjave poklicev ali pa najmanj do menjave služb, ne. Jaz vendarle vidim, jaz se zelo varnega počutim v vlogi interpreta, ne, se pravi, skupni imenovalec vsega tega mojega početja od odrskega, igralskega do prevajalskega in novinarskega dela je ta, da jaz vedno znova vzpostavljam kanal, po katerem se neka že obstoječa zgodba preteče do nekega novega naslovnika. Pri igri seveda že obstaja neko dramsko besedilo, ki ga ti kot igralec pač pelješ do gledalca, pri prevajanju obstaja že neko literarno delo, ki ga ti preliješ v drug jezik, se pravi spet vzpostaviš nek kanal do nekega novega odjemnika, če tako suhoparno rečem. In pri novinarstvu se prav tako človek ukvarja z že obstoječimi zgodbami, ne, in se pravi samo po določenih zakonitostih deontologije nekega poklica jih pelješ do novega odjemalca. Jaz se velikokrat spomnim še časa na akademiji, eden od mojih profesorjev je bil tudi Boris Cavazza, ne, in Boris Cavazza, se spomnim, smo bili stari 22 let, nam je vedno govoril, ne bojte se, ne, bodite drzni na odru s tem, kar predlagate, zaradi tega, ker kot igralci nikoli ne boste do konca odgovarjali za to, kar počnete, ne. Prva odgovornost je pri avtorju in pri režiserju in šele potem ste vi, tako da vi ste svobodni znotraj tega, kar počnete, ker se lahko zmerno znova izgovorite na nekoga drugega. Kar je bilo koristno, zato da smo postali pogumnejši, mi kot študenti igre še takrat, mi pa to velikokrat odzvanja v ušesih, ker dejansko tudi pri vsem ostalem početju nikoli do konca ne odgovarjam. In zato se vedno znova upiram, takrat, kadar kdorkoli hoče zvaliti na novinarja slabo novico, ne, novinar ne odgovarja za slabo novico, novinar odgovarja za to, kako neko slabo novico pripelje do novega odjemalca, nikakor pa ne za vsebino samo. In čeprav se bojim, da znova živimo v nekem svetu, v katerem nas, ki smo samo kurierji, ne, nekih slabih novic velikokrat, da se potem na nas zgrne neko ogorčenje javnosti ali celo politike in to ni prav. Preden potem povabim na oder igralca Primoža Forteja, ki bo prebral nekaj odlomkov iz tvoje knjige. In zdaj preidemo prav na tvojo knjigo. Mogoče banalno vprašanje, Janko, kakšen je bil pravzaprav, ti si veliko poročal, smo te gledali 2-krat, 3-krat na dan na vseh mogočih dnevnikih, televizijskih, radijskih, tako da po mojem, mislim, si delal, ne vem, 10-12 ur, mogoče še več, ne. Ampak vseeno si našel čas, ampak predvsem vzgib, motiv za to knjigo. Kakšen je bil glavna spodbuda, da si se sploh lotil? Pisati eno knjigo, seveda imaš izkušnje prevajalske, ampak napisati knjigo je napor, ne? Kakšen je bil preblisk, odločitev, zakaj sploh ta knjiga? Ta knjiga se je zgodila, veš, sama od sebe, ne. Jaz v tistih prvih dneh, ko se je epidemija začela v Italiji letos februarja, tam po 20. februarju, se mi zdi, da so minila že leta, tako nas je označilo vse to obdobje. V tistih prvih dneh sem si tu pa tam kakšno stvar na rob ekrana zapisal, ker sem zelo hitro v prvih dneh ugotovil, da se dogaja znova nekaj zgodovinskega, ne. Meni v zadnjih 4 letih Rima ni bilo prizanešeno z zgodovinskimi, z epohalnimi dogodki, ne, kot sam veš, ne. Od začetka, ko sem poročal o terorističnem napadu v Nici, do potem vseh tistih nemogočih potresov med letoma 16 in 17, do migrantske krize, ki je nekako rdeča nit mojih poročevalskih let, do nesreč, kot je bila genovska, suš, požarov, da ne naštevam vsega, kar se je v teh zadnjih 4 letih zgodilo, samo, bom rekel, na področju nesreč. Tako da sem bil nekako že pripravljen na to, nekako in ta 6. čut imam že izostren, da že vem vnaprej, kdaj se, ne,
začenja neka zgodba, ki je res velika. In tako sem si začel ene stvari zapisovati, potem pa, ko smo v Italiji nekaj dni pred preostankom Evrope prišli v, bom rekel, v krizno obdobje, v čas prvega lockdowna, ko se je pripravljal in tako naprej, sem jaz začel kot pač neka, bom rekel, nek znani obraz, ki poroča iz Italije, dobivati preko vseh možnih spletnih kanalov vprašanja iz Slovenije, kaj se dogaja, kako je zdaj tam, a je res tako hudo in tako naprej. In jaz sem ljudem sprva odgovarjal, pač kolikor sem mogel, ampak takrat so bili zame resnično zelo intenzivni tedni, tako da sem se potem odločil, da bom vsem skupaj začel odgovarjati preko Facebooka, ne. In ti moji zapisi na Facebooku, ki so bili prve dni, bom rekel, tako intimno informativni o tem, kaj se dogaja v Rimu in kaj se dogaja širše v Italiji, so naleteli na zelo topel odziv. Potem, kar naenkrat sem se pa jaz zavedal, da sem sam postal, se pravi, iz te samote, ki smo jo doživljali vsi po svoje in s katero na začetku, v prvih tednih karantene dejansko nismo vedeli, kaj početi in smo jo manično začeli polniti z neumnostmi, od kopičenja stvari v hladilnike in shrambe do manične peke in kuhe in čiščenja in tako naprej, samo da bi zapolnili prosti čas, zaradi tega, ker enostavno ne znamo živeti s praznim časom. Mi živimo pač v nekem obdobju, v katerem je prazni čas prepovedan in mi smo se vsi tega zdaj zavedli in smo to osvestili, ne. In potem je pa prišel seveda en čas, v katerem smo pustili, vsaj zame to velja, da ta prazni čas, ne, ki nam je bil podarjen, zdaj že lahko tako rečemo, da nam ga ni treba več polniti, ne. In v tistem trenutku, ko nehaš manično polniti prazni čas ali dolg čas, če hočeš tudi, ne, potem ugotoviš, da imaš v sebi cel kup nekih neprežvečenih, nepredelanih, ne samo spominov, ampak tudi informacij, nekih zametkov, nekih stališč, mnenj, nekega vedenja, ki ti bo pomagalo naprej v življenju, ampak ravno zaradi našega ihtavega odnosa do življenja. Mi smo vsi del nekih generacij, v katerih je nova življenjska izkušnja zapoved, ne, in te nove življenjske izkušnje mi vedno znova kopičimo, jih pa ne prežvečimo. In ta čas, ne, ki bo imel dolgoročne negativne posledice na gospodarstvo, na naša zasebna življenja, ima pa to pozitivno noto, da nam je bil ta čas podarjen in da smo končno izkusili prazen čas, ki ga nismo imeli priložnosti polniti. In ta prazen čas sem jaz, potem ko sem ga sprejel, sem ugotovil, da mi je zelo dragocen in v tistem praznem času se mi zdi, da so se zgodili potem najlepši zapisi, v moji knjigi, ki so zapisi, ki vendarle nekako hočejo narediti red v vsem tem arzenalu izkušenj, ki sem jih nabral v teh letih. Jaz bi zdaj povabil igralca Primoža Fortea, da stopi na oder in da prebere nekaj odlomkov iz Jankotove knjige. Sedemindvajseti april, 49. dan omejitve gibanja. Jezen sem kot sam hudič. Sinoči pokličem po Skypu neko starejšo sorodnico, pa hitro opazim, da nekaj ni prav. Sije. V nasprotju s prejšnjimi klici si tablico tokrat postavi na študirano, da jo dobro vidim, pa čeprav se je rodila še pred televizijo. Na sveže je pobarvana in sfrizirana. Pohvalim, jasno, lepa. Kako si pa to izvedla? Da skrajšam. Poklicala je svojo frizerko, ta je prišla in storila tisto, kar bi tudi sicer enkrat na mesec. Je nosila rokavice? Ne, zakaj? Je nosila masko? Ja, seveda, dokler je bila za volanom. Ko je stopila noter, pa si jo je snela. Tako naj bi bilo vse okej. Predvčerajšnjem so Italijani obhajali dan osvoboditve. Predsednik republike je sam polagal venec pred rimskim oltarjem domovine, pa je bilo videti, kot da ima aureolo okoli glave, toliko so mu zrasli tisti njegovi beli sicilijanski lasje. Meni se ni zdelo, da bi mu bilo zato kaj nerodno. Zastranitev. Tele notranje nuje po urejeni frizuri se ne spomnim več prav dobro. Lasje so mi začeli izpadati v letu osamosvojitve, pa zdaj ne vem, ali je to metafora.
Par mesecev sem si zjutraj šel s prsti čez glavo in so mi v dlani ostajali celi šopi. Preostanek sem si puščal v nekakšen čop in če zdaj pobrskam za kakšno fotografijo v spominu, sem bil kakega pol leta videti kot ostareli jugoroker, čeprav sem jih imel komaj 19. Ampak takrat sem še študiral komparativistiko, na filozofski pa je vladala pluralnost glav, tako da nisem nič izstopal. Potem me je enkrat pri frizerju srečala pamet. Gledal sem se v ogledalo in razmišljal, ali bi se dal spodaj vendarle zadaj malo postriči. Nenadoma me je zadelo večletno prizadevanje mojih staršev, ki so mi bili modro že prej pripravljali na plešo. Naenkrat sem zagledal svoj obraz in celotno glavo in rekel, vse na 1 centimeter. 10 minut pozneje sem iz žepa potegnil še čisto nove tolarje in to zadovoljno. Nekaj let pozneje je navodilo padlo na pol centimetra. Potem pa me je Marko Sosič leta 1998 zasedel v vlogi Poca v tržaški uprizoritvi Beketovega Čakajoč Godove. In ko sem se v mesecih pred tem udeležil, prav vsake igralske požrtije po večernih predstavah, sva z Markom sklenila, da bo Poco nabuhal kot krof. Vse je že bilo narejeno, samo glavo je bilo treba še pobriti. In to je odtlej standard. Nazaj na frizerko od sinoči. What the fuck? Kateri del vladne uredbe ti ni jasen? Kateri del strokovnih priporočil ti ni jasen? Kaj od tistega, kar znanstveniki vendarle vedo, ti ni jasno? Temeljna dejstva so preprosta, ne potrebuješ doktorata. Reč se prenaša s slino, ki jo pošiljaš v zrak, meter okoli sebe. Če zakašljaš, pa še dlje. Ta slina je tudi na tvojih rokah in obleki, pa seveda se prime vsakega, ki je blizu tebe in ki jo lahko tudi vdihne. Stara si 40 let, po vsem, kar vemo doslej, je velika verjetnost, da si se okužila, če si se okužila, tega sploh ne veš. Ampak tvoja stranka gre proti 80 in je v rizični skupini. Pa zato, ker je že mesec in pol osamljena, je velika verjetnost, da je kakšno od navodil, ki jih trobimo po televiziji in radiju, zamešala. Sploh, ker se je po večini ne tičejo. Ne hodi ne v službo, ne po kongresih in niti po nogometnih stadionih ali mestnih parkih. Štekam. Prepričana si, da moraš delati, tudi če oblast reče, da ne, saj kdo bo sicer preživljal otroke. Ampak glej, daj si vsaj nove lateks rokavice na roke, pa masko čez smrček. Ne takrat, ko si sama za volanom in te lahko vidi policaj, takrat, ko si stranki za hrbtom. Omenil sem leto osamosvojitve, tudi dan osvoboditve in to na dan boja proti okupatorju. Tisti frizer, ki polagam na srce, da je del neke družbe, ki prinaša številne ugodnosti, pa tudi dolžnosti. Ta klop, ki jo najeda do te mere, da ni zdrava, če ne nadmudri obstoječega družbenega dogovora, to je okupator, od katerega bi se kazalo osvoboditi. Ampak vedoč, da osamosvojenost ni isto, kot če jebeš sistem. – 23. maj, 75. dan omejitve gibanja. Čeprav bi se muzeji lahko odprli že minuli ponedeljek, so njihova vodstva večinoma očitno preračunljiva. Z odprtjem se zaposleni vračajo z čakanja in bodo znova bremenili muzejske proračune, pa naj gre za javne ali zasebne ustanove. Precej očitno je zato večina zamaknila odprtje kar najbližje 3. juniju, ko naj bi se sprostilo tudi gibanje med deželami in ne samo znotraj njih, kot velja zaenkrat. Če se bodo zmenili, da epidemiološka slika to dopušča, bodo odpravili še obvezno samoizolacijo pri prihodih iz tujine, kar bi pomenilo svobodo. Ampak nekateri so pogumno predani meščanom in jih je zato treba nagraditi. Tako smo še s 3 prijatelji danes stopili v Nacionalno galerijo moderne umetnosti, ki je zame itak eden najlepših rimskih muzejev. Malo zato, ker je do tja samo 1/4 ure peš čez park, malo pa zaradi visokih odprtih oken, ki prostor zalivajo s svetlobo. Odkar imajo novo vodstvo, razstavljajo samo še 1/4 nedavnih eksponatov. Težke zavese so pospravili, predelne stene podrli. Kar je ostalo, je sosledje različno velikih in različno visokih sob in soban, v katere je umeščeno le še kakšne 500 del.
Nobene kronologije več, nobenih sob posvečenih posameznih umetnikom. Dela slikarjev, kiparjev in fotografov so zdaj umeščena intuitivno, včasih nalašč neuravnoteženo. Vsak prostor ustvarja svojo napetost. Umetnine so postavljene v dialog, v sozvočje, včasih v spor. Že tretjič sem šel skozi novo postavitev in še bom šel, ker me ne usmerja k mojstrovinam, ampak doživetju. Klimt, Van Gogh, Modigliani, De Chirico, Rodin, Palladino ali Monet postanejo drobne nagrade, ki si jih moram zaslužiti, medtem ko trasiram vsakič novo zaporedje med njimi in vsemi ostalimi. Boldini in Burri, recimo, sta mi tokrat postavila oporne točke ogleda. Kandinski, Chagall in Pollock so me danes naravnost zmotili, pa ne vem zakaj. Time is out of joint, piše na stopnicah galerije že 2 leti. Preroško. To pomlad je čas iztiril še bolj kot sicer. Ampak čedalje bolj se bojim, da smo ga pognali na neki stranski tir. Včasih, ko odprem svoje informacijske vire, začutim spopad med solidarnostjo in sebičnostjo ali tudi med ponižnostjo in ošabnostjo. Gre za žalostno dinamiko, brez katere menda ni človeškega sveta. Prepričan sem, da veliko trpljenja spodbuja prvo, samo malo trpljenja pač drugo. Po tej logiki smo se znašli v protislovju. So zadnji meseci sploh povzročili dovolj trpljenja, da bomo znali v prihodnjih okrepiti medsebojne vezi? Ali pa je bilo trpljenja samo za vzorec in nas torej čaka še tekma, kdo bo koga za malo malico? Alberto Burri, ki mi je z nemo abstraktnostjo svojih barvnih ploskov surovo nagrbančenih na platna danes trasiral pot skozi galerijo, je bil fašist. Neupogljiv, so menda zapisali zavezniki, ki so ga med vojno zajeli doli v Afriki. Toda potem se mu je moralo nekaj zgoditi, ker je pustil zdravniški poklic in se predal umetnosti. Sredi 80-ih je v zahodni Siciliji ustvaril svoje največje delo. Ruševine vasi Gibellina, ki jo je konec 60-ih uničil potres, je zalil z betonom. Ostale so ulice, po katerih se sprehajajo obiskovalci, toda ostanki življenja so za vekomaj ujeti v 1,5 metra visoke betonske bloke. Tega se bojim, da bi se življenje udušilo, poti pa bi ostale samo za nekatere. Prav ta zgodba o frizerki zrcali recimo človeškost te knjige, tega našega takratnega doživetja tvojega in tudi našega. Ampak v knjigi govoriš o tvojih doživljenjih te karantene rimske, pišeš pa tudi o nekaterih pomembnih novinarskih izkušnjah. Viadukt v Genovi, ti si bil tam na licu mesta, govoriš o tvojih potovanjih od potresa porušeno območje Amatriceja in sosednjih krajev in predvsem tudi o doživetju z ladjo, s to begunsko ladjo, če jo lahko tako imenujemo, Aquarius. Za to zgodbo si bil tudi nagrajen. Gre za 3, zdaj mimo pandemije, ki je verjetno zgodba številka 1, gre, Janko, za 3 močne zgodbe, precej tragične zgodbe, ki jih ti opisuješ tudi v knjigi. Ne vem, če ti je, verjetno vse 3 so se ti vtisnile v srce, v spomin, mogoče na različne načine. Če nam malo poveš prav o teh 3 zgodbah, ki so tako edinstvene in tudi tragične. Ja, te zgodbe so se znova odprle v dneh okoli Velike noči. Velika noč je v Rimu nekaj zelo posebnega, pa tukaj zdaj ne govorim o veri. Ljudje so lahko verni ali pa niso verni, ampak Rim je do te mere prežet s katoliško cerkvijo, da so dnevi okoli Velike noči in okoli Božiča vedno nekaj posebnega. Mesto dejansko diha drugače. Letos, ko smo bili vsi zaprti in ko so zvoniki, ki jih v Rimu ne manjka, zvonili v prazno in so duhovniki bili sami oziroma
na neposrednem prenosu preko spletnih orodij, kar je veljalo tudi za papeža, je bilo vzdušje v Rimu izjemno tesnobno. Tako da za veliki četrtek, ki je pač za vse nas, ki smo vsej nekaj rimskega katolicizma dali skozi, pa smo bili vsej, imamo vsej neko osnovno izobrazbo na tem področju, pač je ta prispodoba zadnje večerje pomembna prispodoba, ki jo lahko potem seveda sklanjamo na tisoč različnih načinov v naših življenjih, pa bodisi, če smo verni ali pa če nismo verni. Tako da tam na veliki četrtek dejansko se je meni odprla, bom rekel, ta predal se je odprl na mojih zadnjih večerji, pri čemer mislim seveda zgodbe, službene zgodbe, v katerih sem moral šteti mrtve, oziroma sem bil na prizorišču velikih nesreč, kjer pač prideš nekam pa v nekem akutnem času in okoli tebe so neki reševalci, ki pač vlečejo izpod ruševin mrtve ljudi, žive ljudi, iščejo in tako naprej. Zdaj, novinar na smrt nikoli ni vnaprej pripravljen, podobno kot zdravniki niso pripravljeni, nihče zdravnikov ne nauči, kako se soočiti s smrtjo. Vsak zase potem takrat, ko se mu začnejo dogajati mrtvi, nekako najde v sebi tisto, kar pač potrebuje za to, da lahko živi naprej, kljub temu, da je soočen s smrtjo. In podobno velja za novinarje. Pri meni se je to tako dogajalo, da vedno takrat, ko sem bil v akutnem stanju, veš, pač v dopisništvu je tako, da takrat, kadar kronika ti da neko veliko močno zgodbo, imaš trikrat več dela kot sicer in ponavadi to delo moraš izvrševati ob pomanjkanju osnovnih sredstev. Pri tem recimo za nas, ki delamo audiovizualne vsebine, pomeni predvsem internet. Se pravi, če mi nimamo neke spletne povezave na nekem območju, s katerega poročamo, je kot da nismo naredili nič. Ker če ne pošljemo slike, če ne pošljemo svojega poročanja, če ne pošljemo izjav, ki smo jih posneli, ne moramo pač s prispevkom iti v dnevnik. To je pač osnovna zakonitost, bom rekel, audiovizualnih medijev. In tako se je dogajalo, recimo v Amatriču je že bilo tako, da mobilno omrežje je še nekako delovalo, ampak prenosa podatkov ni bilo. In zdaj recimo, ko sem poročal skupaj s drugimi kolegi iz Amatriča, je bilo tako, da mi smo lahko prišli v dolino pod mesto, potem nas je civilna zaščita pripeljala recimo do pol poti na planoto in potem je bilo treba iti še pol ure peš. Iti pol ure peš ni noben problem, ampak takrat, kadar nosiš na hrbtu 15 kilogramov opreme, kamero in tako naprej, je hudo. In potem, ko prideš tja in veš, da nimaš niti interneta in veš, da boš moral narediti še 1 uro nazaj v dolino, preden boš lahko kaj poslal, to je en velik stres. Drugi stres je seveda to, kar sem prej rekel. Ti se znajdeš sredi nekega prizorišča, v katerem okoli tebe so ljudje, ki jočejo, ki kopljajo, ki obupno iščejo morebitne preživele, vmes krožijo okoli tebe črne vreče, veste, ko rečem črna vreča, veste, da so noter trupla. Ti po eni strani si novinar in moraš beležiti vse to v sodelovanju s kameramanom, po drugi strani si pa še zmeraj samo človek in tisti nekak notranji impuls v želodcu ti daje vedeti, da bi bilo najbolj pametno odložiti vse in se vršiti in kopati skupaj z vsemi ostalimi. Tako da si vedno v tem sporu, bom rekel, med tem, kar zahteva tvoje delo od tebe in med nekim človeškim vzgonom, ki se mu zdi tvoje novinarsko početje nesmiselno v eni taki akutni situaciji. No in pri meni se je potem vedno znova tako zgodilo, pa če govorim o potresu v Amatričeju ali še pred tem o terorističnem napadu v Nici, se boste spomnili julija leta 2016, ko je pod tovornjakom enega podivjanega džihadista umrlo 86 ljudi, če se prav spomnim. Kot navsezadnje potem tudi na tej humanitarni ladji Aquarius, s katero sem šel do odprtega morja pred Libijo in bil na njej 14 dni in bil priča 4 reševalnim akcijam, med katerimi so na ladjo prihajali pohabljenci vseh vrst, ljudje bolani, ljudje, ki so imeli neke bolezni, za katere še v življenju nisem slišal, ljudje, ki so prihajali z najbolj nemogočimi zgodbami, nekatere od njih sem popisal tudi v tej knjigi. Tako da
zelo veliko je bilo vseh teh nekih, bom rekel, temnih zgodb v teh zadnjih letih. Jaz se spomnim takrat, ko se je zgodil tretji zaporedni potres, da so me na radiju Gaga, to je pač satirična oddaja na prvem programu Radia Slovenija, da so me preimenovali v Janka Potresovca. Ampak vedno znova, ko sem prihajal nazaj domov v Rim iz teh zgodb, je potem ponavadi trajalo 2 tedna, preden je vse to prišlo nazaj. Se pravi, vsa ta teža teh tragedij, ki so se dogajale, ki nisi smel pustiti na plano takrat, ko si poročal. 2 tedna kasneje so prišle nazaj z vsemi podobami, ki so znova prišle v sanje in takrat je treba pač vzeti dan, 2 in te stvari izjokati. Preprosto ne gre drugače. Na ta način se potem prečistiš in lahko greš naprej. Ampak takrat, ko si pa sredi nekega akutnega stanja, je pa hudo. Eden od žrtev koronavirusa je bil tudi meni zelo ljub in tudi vam zelo ljub čilski pisatelj Luis Sepúlveda. Ti se ga spominjaš, ne, v tej knjigi in se spominjaš tudi, ko si igral v monodrami prav Slovenskega stalnega gledališča z naslovom Zgodbe o mačku, ki je naučil galebko leteti. V knjigi praviš, Janko, da je bila to dejansko najtežja predstava od več kot 50, v katerih si igral. Zakaj najtežja? Čeprav je bila za otroke. Ja, ravno zato, ker je bila za otroke. Ne? Otroci so najhujša publika, najbolj zahtevna, nikoli ne odpušča in zahteva celega tebe. Ne? Takrat, ko stopiš pred odraslo publiko, odrasla publika ima spomin in če danes nisi najboljši ali pa v tej predstavi nisi najboljši, se te po večini usmilijo s tem, da se spomnijo, da si bil v prejšnji predstavi ali pa 2 predstavi nazaj sijajen, recimo, ne? Pa ti odpustijo na ta način. Otroci ti ne odpustijo, ne? Otroci zahtevajo tebe celega in pri tej monodrami Zgodba o mačku, ki je naučil galebko leteti, je šlo ravno za to. Ne? Jaz sem bil pač enostavno sam pred otroci, to je Marko Sosič režiral pa adaptiral tudi Sepúlvedovo besedilo zame. In to je bilo tako, ne? Da smo šli po vrtcih, po šolah, po kulturnih domovih, imaš okoli sebe 20 otrok ali pa tudi več ali pa tudi manj in tiste otroke je treba začarati, ne? Za tistih 60 minut, kolikor si z njimi in tu ni pardona. Tako da po tej predstavi sem bil jaz mnogo bolj izčrpan kot recimo po 900, ki je druga monodrama, ki sem jo igral tu spodaj v Pododarju večinoma. 900, ker otroci so tudi sebični, ne? Recimo pri 900 je bilo tako, da tudi če sem igral 1:15 pred odraslo publiko, ta odrasla publika je meni dala veliko nazaj in če sem bil jaz na koncu fizično izčrpan, sem bil napolnjen z nečim drugim, ne? Zaradi tega, ker ta energetski pretok ves čas v gledališču teče. Otroci pa so bolj sebični, otroci dajo zelo malo nazaj, ne? Ampak grabijo po tebi, celega te spraskajo, govorim zdaj metaforično. Tako da je bila to dejansko najtežja predstava v moji karieri igralski. Ampak tukaj jaz to besedilo sem potegnil v to knjigo še zaradi enega drugega razloga, ne. Seveda, Sepúlvedova smrt zaradi covida mi je dala iztočnico, ampak zgodba o mačku, ki je naučil galebko leteti, je po eni strani en tak poziv k ekološkemu samozavedanju tega sveta, ne, k temu, da vendarle razmislimo o tem, kaj počnemo z vso to plastiko. Po drugi strani, o tem sicer ne pišem eksplicitno v knjigi, ampak se mi zdi, če dalje bolj to pomembno, da to besedilo, ne, o čem govori? To besedilo govori o racionalnem premagovanju lastnega nagona. Se pravi, maček, ki nauči galebko leteti, namesto da bi jo pojedel, pomeni, da je naredil korektiv svojega nagona, ne, ker naravno bi bilo, da poje galebko, ne, razumno pa je, da je sočuten, ne. In se mi zdi, to je tudi eden, rekel, od leitmotivov te moje drobne knjižice, da se je treba vedno znova ukvarjati v samem sebi s premagovanjem nagona, ne. Mi se moramo zavedati, da je nagon, samoohranitveni nagon nam dan sam po sebi,
Medtem ko je neka ideja solidarnosti, neka ideja enakih možnosti, enakopravnosti, pomoči, sočutja, to so vse stvari, v katere moramo biti mi šele vzgojeni. In tukaj nam pomagajo tako naša čustva, kot predvsem naš mehanizem razuma, ki ga imamo v sebi. Ne? In takrat, kadar se znajdemo v nekih kriznih situacijah, vedno znova smo soočeni s tem, da bi šli najraje z nagonom. Ne? In čas, v katerem živimo, nam ponuja cel kup možnosti, da mi o tem razmišljamo. Ker recimo, če razmišljamo samo o problemu migrantov, ne? Tukaj je problem migrantov akuten. Ne? Jaz imam prijatelje, ki živijo tu na Krasu ali pa ki živijo v predmestju Trsta in mi vedno znova govorijo o tem, kako znova zjutraj grejo od doma in spet nova četica pride čez mejo in tako naprej. Ne? Se pravi, ti si vedno znova soočen s tem, da imaš na eni strani idejo enakopravnosti med ljudmi, enakih možnosti, zaščite življenja, solidarnosti, na drugi strani imaš pa samo ohranitveni nagon, ki ti reče, nočem več vedeti ničesar o teh ljudeh, jaz hočem zaščititi sebe. No? In vedno znova smo postavljeni pred to preizkušnjo. Če govorimo o migrantih, če govorimo o koronavirusu, če govorimo o katerikoli nesreči ali pa vsej neprijetnosti, ki nas zadene v teh življenjih. In Sapuledovi mački so dokazali, da če se zelo potrudiš, ne, lahko to premagaš. Evo, toliko. Eno tako malček bolj lahkotno vprašanje. Iz knjige zvemo, Janko, da si ti ljubitelj teka, da si tekač, ne? No, tak, rekreativni. Ja, ampak v knjigi opisuješ, da ti je tek, mislim, v takih zelo napornih dnevih, tudi bridkih izkušnjah, ki si jih doživljal, da si veliko tekel, da ti je tek veliko pomagal, ne? Mislim tudi pri tvojem delu, pri življenju nasploh, ne? Kako to? No, jaz sem pravzaprav, bom rekel, s prekinitvami, no, nikoli nisem bil nek tekač, ki ne bi mogel živeti brez teka, ampak tek je bil, že desetletja me spremlja, no. Ko sem živel recimo v Trstu, sem imel faze plavanja, ko sem hodil v Lipico v bazen plavati, in sem imel faze teka, ko sem hodil na Napoleonsko cesto tekati, recimo, ne. Potem v novinarskem času je tek postal bolj pomemben. V Ljubljani sem izjemno veliko tekal, tam sem, mislim, veliko pač zame, no, jaz moram malo paziti, ker sem težek, ne, tako da moram paziti tudi na sklepe, pa zdaj pravimo tista leta, ker sklepi niso več samoumevni, ne, in moraš paziti na nje. No, v tem času koronavirusa pa je tek seveda postal tudi, saj veš, ne, po vseh teh odlokih, ki smo jih doživeli takrat spomladi, je bila motorična dejavnost neka siva cona, ne, ki je bil en tak žarek svetlobe in žarek svobode, ki smo ga lahko izkoristili. Meni je bil tek tudi pomemben zaradi tega, ker sem izjemno veliko delal, ne, se pravi, če si cel dan med računalnikom in kamero, potem pride tista večerna ura, pa pomlad v Rimu je nekaj čudovitega, pride tista neka večerna ura, ko si ukradeš 45 minut, 60 minut in tečeš. Težava je bila seveda takrat, ko so nam zaprli park in so nas omejili na bližino svojega doma, ne, ampak meni se je zdelo skrajno trapasto dejansko v bistvu okrog 4 semaforjev laufati, ne, ker jaz stanujem blizu, tisti, ki poznate Rim, blizu ulice Veneto, oziroma na pol poti med ulico Veneto in trgom Fiume. Se pravi, to je eno tako območje, ki je bilo pozidano konec 19. stoletja, ki je eno redkih območij Rima, ki je tako narejeno na Borgo Teresiano, bomo rekli, ne, se pravi na pravokotne ulice. Ampak se mi je zdelo skrajno trapasto, no, tako da sem potem začel nekaj take, bom rekel, take subverzivne neke poti iskati okoli parkov, in so bili tedni, ko dejansko se verjetno tudi v Trstu, ko smo tekali po sredinski dvojni črti 4 pasovnice, pa nismo srečali nikogar, ne, tako da to so bili taki magični trenutki tudi to. Janko, v tvoji knjigi konec koncev precej pohvalno, mislim, ocenjuješ tako reakcijo vedenja, obnašanja Italijanov, Rimljanov na to pandemijo in hkrati konec koncev tudi reakcijo italijanske politike, ne, na ta prvi val
epidemije. Je bilo vsaj tudi zame precejšnjo presenečenje, kako je glavnina Italijanov, mislim, pogumno, ampak tudi dostojanstveno sprejela in doživljala to tragedijo, te tegobe. Takrat pomislimo na Bergamo, ne samo na Bergamo, na Veneto, ampak nasploh na celo Italijo. Ampak tudi italijanska politika, mislim, vsaj mene je predvsem premier Conte, ampak ne samo on, minister Speranza, so me še kar, mislim, prijetno me je presenetila takrat italijanska politika, kako je reagirala in tudi reševala, čeprav vidimo, da problemi še zdaleč niso rešeni, ampak takrat je bilo eno drugačno, recimo, videnje, eno drugačno tolmačenje. Ti, kako vidiš to, recimo, vlogo Conte, ampak vlogo ljudi nasploh, tvojih sosedov, tvojih sodelavcev, ti si aktiven, si tudi voditelj Združenja tujih novinarjev. Ne, bil sem eden od članov. Članov, ampak kako si tam lepo opisuješ, recimo, reakcijo Rimljanov in tudi politikov, Jaz se pri svojem delu dopisniškem zelo branim tega, da bi Italijo postavljal na en skupni imenovalec. Zame je Italija en zelo velik in zelo raznolik svet, ki ga je zelo težko, pa kaj bom tebi pravil, ki ga je zelo težko poenostavljati. Se mi zdi, da naredimo Italiji veliko krivico. Vsakič, ko hočemo reči, Italijani so taki ali pa Italija je taka. Tisto, kar pa se mi vendarle zdi, da je da pa italijanski narod verjetno kar kot celota je zelo pozoren na sanitarne stvari. Jaz to kar verjamem, da je ta neka dediščina antičnega Rima, ne glede na to, da so potem prišla druga ljudstva, druga plemena, ki so se poromanila, kar verjamem, da je kar na tem Apeninskem polotoku neka energija, ki ljudi prepriča, da je dobro se umivati, recimo, da je dobro skrbeti za zdravje. To vemo tako po eni strani po prehrambnih navadah, ki so v primerjavi z našimi slovenskimi v večini italijanskih pokrajin bolj zdrave, kot v odnosu do higiene, ki, kot rečeno, gre nazaj pravzaprav do antičnega Rima, kjer je bila higiena pravzaprav ena od najbolj pomembnih stvari v državi, v imperiju kot takem. Če samo pomislimo na razne terme, če pomislimo, da so v Rim predvsem zaradi term napeljali po 9 antičnih akveduktih več vode, tam v 2. ali v 3. stoletju, če se ne motim, sem enkrat bral te podatke, je v Rim priteklo več pitne vode, kot je Rim porabi danes. Tako da to so velike stvari. Potem še recimo ena stvar, če pomisliš leta 2005, recimo takrat, ko so Italijani sprejeli protikadilski zakon, ko so prepovedali kajenje v lokalih, to je narod sprejel brez vsake težave, pa so mislili, da bo prišlo najmanj do ljudske vstaje zaradi tega. Skratka, se mi zdi, da ta odnos do zdravja Italijani jemljajo izredno zares in da tukaj ni kaj veliko, bom rekel, nekih pomislekov. Tako da to se mi zdi kar pomembno. Druga stvar, ki se meni zdi zelo pomembna, je ta, da mi smo lahko skeptični ali pa kritični do gibanja 5 zvezd in njihovih komunikacijskih metod, recimo, ki seveda so bile, ki so uporabljene pri sedanji vladi. Mi vemo, da komunikacijski štab premierja Conteja je komunikacijski štab gibanja 5 zvezd. Rocco Casalino je tisti, ki je pravzaprav komunikacijo gibanja še pred volitvami leta 2018 povsem obvladal in to še zdaj velja. Brez Casalina noben novinar ne pride do premierja, da tako rečem. Kolikor se da, in jaz mislim zelo dobro, kriješ, ponavljam, kar se dogaja v Rimu v zvezi z manjšino. Ti si manjšino spoznal gotovo že, ko si bil v Devinu, ko si obiskoval Zavod Združenega sveta. Še najboljše si jo spoznal tukaj 11 let v tvojem gledališkem ustvarjanju, zdaj kot dopisnik v Rimu. Kakšno sliko si se ustvaril, ne samo politično, ampak tudi človeško, recimo, o Slovencih v Italiji?
Jaz mislim, da Slovenci v Italiji niso nič drugačni od Slovencev kjerkoli, ne. Hočem reči, srečaš ljudi, ki so prijazni, ljubeznivi, srečaš ljudi, ki to niso, srečaš ljudi, ki so solidarni in srečaš ljudi, ki so sebični. Jaz seveda imam znotraj slovenske manjšine veliko izjemno dragocenih prijateljev in znancev, vsezadnje sem toliko let preživel v stiku s to skupnostjo tukaj, da se včasih počutim tudi del nje, ne. Sem pa, ampak vedno znova, recimo, eno stvar, ki jo mogoče lahko na tem mestu izpostavim je, jaz desetletja poslušam izgovor, ki ga ne morem drugače imenovati kot izgovor, strani mnogih mojih prijateljev in znancev iz manjšine, ti ne razumeš, ne, ti ne veš, ne, tebe nikoli ni nobeden imenoval ščavo, pa ni res, me je, sem tudi jaz dobil svojo porcijo ene parkrat. Ampak jaz vedno znova odgovarjam, poglej, če si ti manjšinc, imaš eno nalogo več. Vsi ljudje, ki živijo v kakršnikoli manjšinski skupnosti, pa naj bo jezikovna, seksualna ali kakršnakoli druga, imajo eno nalogo več. In to je tisti križ, ki si ga moraš naložiti in z njim iti skozi življenje. In prej, ko ga boš sprejel, lažje ti bo. Konkretno, recimo, jaz sem se velikokrat zapletel v pogovore o jeziku, o skrbi za jezik in tako naprej. In zdaj jaz od 17. leta naprej živim, bom rekel, večjezično življenje in mislim, da imam dovolj osebnih izkušenj, da lahko o tem govorim. Vedno znova rečem, lej, človek, ki mu je dano v zibko dvojezičnost, ali pa ki se odloči za dvojezičnost, ima eno nalogo več in sicer, da mora skrbeti za en jezik več. Ti se lahko odločiš, da boš za ta drugi jezik skrbel ali ne, to je tvoja osebna odločitev, ampak to je tvoja naloga. Jaz ne sprejmem pri Slovencih v manjšini argumenta, ja, pa mi smo dvojezičen zakon, pa hodimo v italijansko službo, pa slovensko govorim samo, ne vem, v športnem društvu ali pa kadar pridemo v gledališče ali pa z otroki in tako naprej. Razumem to situacijo, ampak tvoja naloga je, da kljub temu skrbiš za svoj jezik in skrbiš seveda tudi za italijanščino svojo. Tako da meni se zdi, da je to naloga. Jaz se vedno znova, recimo zdaj, ko sem v Rimu, smo v eni taki situaciji, v kateri so vsi moji informacijski viri italijanski, vedno znova se začenjajo neke nove zgodbe, zlasti recimo na področju ekonomije ali pa znanosti zdaj v zadnjem obdobju, ne. Se pravi, kjer sem soočen z nekimi temami, za katere nimam slovenskih besed. Slišim italijansko besedo in nimam slovenske besede, ker se nikoli nisem s tem ukvarjal. Ampak je moja naloga, da to slovensko besedo poiščem, da se jo naučim, da se naučim zraven terminologijo in da to začnem uporabljati. In jaz mislim, da enako velja tukaj, ne. In tudi recimo velikokrat sem slišal, da recimo slovensko okence dol na upravni enoti v Trstu sameva. Ja, ni prav, no. Mislim, so generacije in generacije in politikov, in aktivistov, in društvenikov v manjšini delali na tem, da to bo. Ja, zdaj imaš pa moralno dolžnost, da greš tja. Pa tudi, če bi lahko lažje zrihtal nekje na upravni enoti za vogalom svoje hiše. Tako da to se mi zdi, no, jaz tukaj nimam razumevanja do te nedejavnosti na področju zlasti skrbi za svoj osebni jezik. Prima di dare la parola al direttore del teatro sloveno, volevo solo salutare, so che ci sono in sala degli amici di Janko in lingua italiana, grazie per essere intervenuti, sperando che prima o dopo, Janko, forse il libro verrà tradotto anche in italiano. Credo che se lo meriti. Beh, questo non dipende da me, questo dipende dal mondo italiano, se si trovano delle persone che giudichino insomma il libro interessante anche per il pubblico italiano. È stato scritto con il pensiero nei confronti dei miei ascoltatori e spettatori, questo sì, insomma sarebbe da adattarlo, ben venga, ma vivremo anche senza.
Hvala lepa, zdaj bi povabil na oder Daniela Malalana. Hvala vam, da ste prišli. Mislim, da je bila predstavitev, upam vsaj, precej pestra, da smo lepo preživeli to urico skupaj in da si vsi preberemo, kdor še ni, knjigo, in Janko ti zaželimo neko novo knjigo. Hvala lepa. Hvala. Tako, dovolite, da se zahvalim vsem vam. Torej, Janko, najprej hvala lepa, da si prišel za tole priliko iz Rima v Trst. Sandor, hvala lepa za seveda tako prijetno dopoldne. Primož, hvala za doživeto tudi prebiranje odlomkov iz Jankove knjige. Zahvalim se še seveda tudi Slovenskemu klubu in jasno založbi Goga, ki jo predstavlja urednica Jeder Tjež Furlan, je tudi med nami. Lep pozdrav in dobrodošla. Tako da res sem vesel in jasno so tile pozdravi namenjeni tudi v imenu Slovenskega stalnega gledališča, da se je ta dogodek zgodil tukajle. Upam, kot veste, se pripravlja nov dekret vladni, ki naj bi šel v veljavo, oziroma danes večer bomo videli, kako se bodo stvari razvijale, naj bi se od jutri naprej tudi udejanjil. Boste o vsem tudi obveščeni, kaj se bo zgodilo pravzaprav z nadaljnjim programom Slovenskega gledališča. To pa ni odvisno od nas in kot je rekel že, mislim, da imena ni nujno, da povem, ker ga vsi poznate, jutri je nov dan, danes so še dovoljene sanje. Tako da želim vam lepo nedeljo še naprej. Knjiga je na voljo seveda pri izhodu foajeju parterja, tudi Janko vam bo na razpolago, mogoče za kakšno posvetilo, podpis in za še kakšno besedo, da izmenjamo in da se še malo pogovorimo. Hvala lepa in lepo nedeljo sončno še naprej.